Ja, no, leta 1944 sem šla na obisk in naši prijateljici od moje mame, mama je Magdalena Črne, jaz pa sem bila hčerka z njo, smo šli na obisk in kaj je bilo, kar naenkrat se pojavijo te ameriške flote. To je bilo letal. Jaz sem to hitro štela, bilo jih je tudi po 25 v eni vrsti. In to je bilo 17 skupin. In kaj je bilo, kar naenkrat, ko so oni šli proti Nemčiji, tukaj ta grad pod Turm, recimo, kako se zdaj imenuje to, so prileteli nemški lovci in so obkrožili to floto. In ko so oni to obkrožili, dva z ene strani, dva z druge strani, in na koncu pridejo skupaj in zadenejo eno letalo. To letalo se je takoj vcepilo v te grupe in seveda oni so zgrabili to letalo, dva vsake z ene strani, eden od spodaj, eden od zgoraj, in je bilo zadeto močno, da je, ko se je odcepil, je naredil sam še en ovinek in takoj so začeli ven skakati padalci, smo rekli. Jaz sem to premišljevala, da prvo en za drugim jih je skočilo 9. Čez nekaj časa se je pa to letalo obrnilo, na nekaj stopinj, kot bi šlo na levo, in kaj je bilo, je skočil še eden ven, ta je bil, zgleda, da je imel neko prtljago, ampak ki je pa ta zadnji skočil, to je bil po mojem pilot, ta pa je mogel biti težko ranjen, ker ga je ta, ni mogel letalo odpreti, da je ta se bo približal in da je odprl, da je letalo začelo delati. In avion se je obrnil nazaj proti nam, je letel in točno, ko je prišel nad naju gor z mamo, ko sva šle, se je postavil na glavo in je letel točno na najino glavo dol, po 50 metrih. Jaz saj mislim, da je bilo toliko, se je pa vzravnal in letel nazaj proti Beli krajini. In to, da je 100 metrov, se je pa obrnil levo proti Gorjancem in je zatel v to grad. Eksplozija je bila istočasno ogenj in eksplozija, ker je ledov grad. Tako da to je bilo, to se ne da povedati, kako je to bilo. To je bilo res... Kje ste vi takrat bili skupaj z mamo? V katerem kraju? Mi z mamo smo bili čisto blizu tega gradu, bi rekla, tako da se je ta grad videl. Do vasi smo pa imeli mogoče še, kaj je s tem, nedaleč tam, kakor je mama imela prijateljico. Kako je bilo, ta vas se imenovala, kako? Tavsti vrh, ne se vidi, Tavsti vrh, nekaj tako. To je zraven. To je naravnost, ta grad je pa levo. No, vse smo bili zdaj, tam sem videla ta grad. Ampak to je bilo, jaz ne vem, da je to mogoče, kako je on preletel, ker je že toliko nizko bil, da je to, da je zadev grad, pa veste, koliko je bil nad nama. Ja, to je bilo hudo. To so taka sivo-črna letala. Že ko si ga videl, je kazal eno strašno, bi rekla, moč. Tako da, to res... A ste vi videli potem to goreče letalo na tleh? Ja, seveda. Ampak istočasno je se tam pojavil en gospod, me se zdi, da je bil 2 otroka. Ampak oni so bili ene stran, ene 100 metrov. Nekaj tako so bili stran, da on bi bil, po mojem, preživel, če bi bil to letalo dol padlo, ampak če bi pa dol padlo, bi točno na naju. Točno. A so potem še kakšni ljudje pritekli do teh? Ne, do letala? Ne, nič, ker ni bilo ljudi. Tisto grad je bil prazen že, ker so se ti umikali proti Graščaki, proti
tej vojni, tako da niso bili tukaj, tako da ta del je bil prazen, ni bilo nobenega noter. Tako da je bilo to stvar, gorelo pa je ne 3 ure. Ko so obišli z mamo tja, to je bilo okrog 11 po mojem dopoldne, potem smo tam imeli kosilo in potem smo še nazaj ob 3, smo se vračali, je še se je očin kazal. No, medtem so pa tudi ti belogardisti hiteli, da bojo te padalce polovili, seveda, ampak tam so bile že naše partizanske ti aktivisti, da so te ljudi spravili v Belo krajino, iz Bele krajine pa tam je bila baza, da so šli v Bari, tam so imeli svoje zatočišče, te letala in ti padalci in ti, ki so bili ranjeni in vse tako, da je. Tam so jih pa naprej na Bari, z Bari je pa v svoje rojstne kraje, tako da je bilo to. Vi ste s temi letalci oziroma z letalstvom tudi na drug način povezani. Ja, ne samo s pacem tega aviona. Jaz sem povezana na ta način, da mama brata je imela, ne, in je bil v Chicagu in seveda ta brat je imel 7 sinov pa 7 hčera. In od teh 7 sinov so bili 3 vojaški piloti in so leteli točno nad našo hišo. To smo zvedeli šele po vojni, ker mi smo se 38. preselili, pa mama ni, že takrat pošta ni šla, so že blokirali in ni imel stric naslova, če bi pa stric imel naslov, bi pa nam veliko pošiljal. Je rekel pol, ko je bilo konec vojne, ko je mama takoj pisala, kaj smo vse prestali za to svobodo, kaj je bilo hudo in vse to. No, pa stric, ki je dobil naslov, je pa takoj svoje sinove poklical in so z landkarto na mizo in so gledali in ugotovili, točno na našo hišo so leteli. Ne da bi vedeli. Ja, ne da bi oni vedeli, ne da bi mi vedeli. In kaj je bilo, pa reče stric, kaže drago sestro, ki moja mama je bila Hrvatica. Draga sestra, nemoj misliti, da je samo tvoje srce krvarilo za ovo svobodo, kaže Boga mi in moje. Ja imam 3 sinove, ki so bili vojni piloti in zdaj, ko sem dobil tvoj naslov, sem jih poklical in so ugotovili, točno nad tabo so leteli. Če bi jaz imel tvoj naslov, kaj bi ti vse poslal? Ampak žal, tako je bilo. Ja, tako je bilo. Sta iskala, ker vedela sta, da je mama kot jata doma z Bučke, ne, in sta prišla do Radelj, čisto blizu nas sta bila dva brata, ne, ta moja bratranca. Ampak takrat ni bilo še ljudi domov, ki so bili še izseljeni, niso imeli koga vprašati, kje smo. Ampak zvedeli pa smo, da so eni nas iskali, da sta bila 2 Amerikanca, to sta bila one 2 in je stric napisal prav, moji so bili čisto blizu tebe. Po vojni? Ja. So vsi 3 preživeli? Vsi, srečno.